Pripravljena pa je v drugi mandat Donalda Trumpa vstopila tudi Sevnica, rojstni kraj prve dame ZDA. Že v prvem mandatu so se izkazali s podjetnostjo in pozornost zaradi Melanije dobro izkoristili. Zdaj se bo nabor produktov, ki so jih poimenovali v njeno čast, še razširil. Danes pa so prvi obiskovalci krenili tudi na turistični pohod po poteh prve dame in si ogledali kraj, kjer je odraščala. Janez Ovsenik. V Sevnici se obetajo pestra 4 leta, kajti prvi Trumpov mandat v Beli hiši je bil zanje kar velika zgodba. Ko so pregledovali statistiko, se je ugotovilo, da je dejansko bil 30% porast obiska v Sevnico, pač na te glavne, predvsem turistične točke. Tukaj lahko Melanijo jemo in pijemo. Ja, torta z njenim imenom je že tako ali tako legendarna. Letošnji hit pa se zdi hamburger Trump, ki so ga tu naredili kar s kančkom satire. Odlikuje ga pečen sir, ki naj bi spominjal na slavno predsednikovo frizuro. Noter je feferon zaradi njegovih pekočih izjav, nekako, če lahko povežemo. Pa v bistvu zdaj smo še pol leta nazaj smo dodali kečap. Kot simbol obstreljenega ušesa. Mimogrede, ta hamburger se imenuje burger, tako je. Vsaka podobnost je zgolj naključna z ameriškim predsednikom. Ja. Da se izognejo kršenju intelektualnih pravic. Dejstvo je, da Melania Trump ni bila najbolj navdušena nad tem, da bi njeno ime v Sloveniji popolnoma razprodali. Prav zato se recimo tu linija dobrot, ki jih ponuja turistom, od vina do čokolade z zlatom, imenuje First Lady, kar ni zaščiteno ime. Danes pa so prvič pripravili tudi turistični sprehod po poti prve dame, ki je pravzaprav lep primer, kako želijo prav zares izrabiti ta trenutek pod žarometi. Stavimo zares novi del, kjer se je rodila prva dama. A če prva dama Amerike pritegne pozornost turistov, to pozornost želijo obdržati z vsem, kar Sevnica ponuja. Preko teh spomenikov enobe, katerih ni zanemariti, do starega mestnega jedra, ki je zelo lepo ohranjen, in pa seveda gradu. Največja ciljna publika pa so Hrvatje in Slovenci. Sem nekaj vedel že v Sevnici odprej, ker sem drž z Krškega, to je slabi 20 km dol vodno, ampak zdaj pa s pomočjo vodičke sem veliko novega zvedel. Ja, zdi se, da so nas morali Američani spomniti, da imamo pred nosom mesto vredno ogleda.